bolj izenačenih? Marsikaj. Ta prvi v vrsti, ki se lahko nekaj nauči, sem sigurno jaz. Kako ekipo naslednjič proti takemu nasprotniku še boljš pripraviti. Mi smo rabili to tekmo, mi smo rabili to izkušnjo. Mi rabimo več takih izkušenj, da bi potem lahko zrasli. Jaz vem, da se lahko sliši kar en kliše, ampak sigurno smo se na tej tekmi naučili veliko. Kljub rezultatu, ki seveda nismo zadovoljni z njim, pa tudi na tej tekmi dosegli ene take majhne zmagice znotraj same tekme, na katerih pač lahko narediš en korak naprej in si pogledaš in si rečeš, da ta pričakovanja, ki smo jih imeli pred to tekmo, smo pač upravičili. Nismo se ustrašili, šli smo hrabro, iskali smo gol in pač to je vse, kar lahko zahtevamo v tem trenutku. Ja, kaj ste rekli morda dekletom, ko so si še enkrat skupaj ogledali tekmo, morda opozorili na kaj je potrebno popraviti, kje bi lahko bile boljše, kaj je drugače, glede na to, kako dobro so Nemke? Ja, sigurno to, da ene take nasprotnice ne rabijo dosti časa, pa ne rabijo dosti prostora za to, da te lahko pač kaznujejo. In to je sigurno učna ura in lekcija za vse nas. Treba je stati bližji, treba je biti bolj agresiven, manj prostora, manj časa jim pustiti. Še enkrat, rabili smo to doživeti na svoji koži, da vemo, kako bomo pristopili naslednjič. To smo izpostavili kot stvar, na kateri se moramo izboljšati. So pa tudi bile stvari, ki so bile dobre. Iskali smo gol, šli smo v protinapad, šli smo v visok pritisk, nismo se ustrašili in smo na trenutke proti Nemčiji, na res tiste kratke trenutke tudi zelo lepo odigrali, kar je sigurno popotnica za naprej. In kako naprej, torej zdaj naslednja tekma je Avstrija, če pogledamo Nemčijo in zdaj Avstrija? Še vedno izredno kvaliteten nasprotnik, nobenega ne bo lahkega v tej skupini. Zato smo tle. Rabimo več takih tekem. Avstrija sicer ni toliko visok nivo kot Nemčija, pa še vedno izredna kvaliteta in danes smo si pač pogledali, kje so njihove pomanjkljivosti, kje so njihove priložnosti. Treba se je na to pripraviti, predvsem v glavi pozabiti, kar je bilo, se dvigniti in spet hrabro pristopiti k vsemu skupaj. Kako je s puncami, je kakšen poškodovane, kaj novega, kakšne zadnje informacije? Ja, če začnemo o tem govoriti, bomo rabili 2 uri. Imamo veliko število poškodovanih, nisem hotel o tem prej govoriti, niti ne bi rad zdaj preveč o tem govoril, ker potem izgleda kot nek alibi. Imamo hude težave, pač celo toliko daleč je prišlo, da moramo na druge pozicije dajati punce igrati, ampak to je vse lekcija, to je vse ena učna ura za nas, da če smo skupaj, če držimo skupaj, da pač naredimo to, kar ekipa potrebuje, potem lahko naprej sem zrasemo. So pa dekleta vse bolj prepoznavna tudi v slovenskem prostoru, zdaj ta domača tekma, Koper, verjetno si želite čim več gledalcev, ne? Ja, seveda, in gledalce, in rezultati, in dobro igro, predvsem dobro igro, pogumno, hrabro, da tisti, ki pride gledati, da lahko reče na koncu tekme, bravo punce, užival sem. Ja, definitivno najvišji nivo, mislim, da so Nemke v tem trenutku tretje na svetu, sveže iz finala Lige narodov, tako da definitivno tekmo na najvišjem nivoju, po mojem mnenju, in glih kar evo sveže iz analize, zato ste me mogli malo čakati. Definitivno smo, ne glede na rezultat, videli, da lahko igramo tudi proti najboljšim. Kaj je bilo na analizi, kaj je bilo tisto, kar je bilo izpostavljeno, kar lahko rečete seveda? Ja, logično, določene zadeve, ki jih pač moramo popraviti, in pa določene zadeve, ki smo jih delali zelo dobro. V bistvu smo, če pogledamo malo nazaj, zgodovina, sem že kar nekaj časa tukaj, se mi zdi, da smo prvič proti Nemčiji dejansko igrale, si upale, imele priložnosti, lahko bi zadele tudi kar nekaj zadetkov, ampak ja, definitivno korak naprej. Kaj je tisto, kar je morda potem zmanjkalo v teh ključnih trenutkih, ko je bilo potrebno zaključiti, verjetno večkrat igrati proti takšnim tekmicam, kaj ne? Ja, definitivno več takih tekem, kar zdaj prihaja. Ne vem, tisti, ki si je pogledal tekmo, je lahko videl tudi, da so v določenih trenutkih sodnice sodile recimo offside, kjer pač ga ni bilo, prepovedan položaj po slovensko. Tako da mogoče je tam zmanjkalo
nekaj malega, mogoče malo koncentracije, definitivno tekma zelo težka, tako da ko priješ tisto zadnjo tretjino, včasih tudi malo več utrujenosti, ampak kot sem že prej rekla, definitivno ogromen korak naprej, že to, da sploh prihajamo v te priložnosti, da si upamo igrati, da jih izigramo in da same potem začenjamo verjeti, da dejansko lahko igramo dobro in prihajamo v priložnosti in tudi zadevamo proti takim ekipam. Kako drugačne tekmice so Avstrijke? Kakšna je to ekipa? Ja, definitivno Avstrijke poznamo zelo dobro. Igrali z njimi pred kratkim, imamo določene neporavnane račune. Drugačna ekipa, zelo kompaktna ekipa. Jaz mislim, da Nemčija vseeno je stopničko še nad njimi, ampak definitivno ena zelo dobrih ekip, ki se zadnja leta redno uvršča na velika tekmovanja, tako da mi gremo v tekmo z enakim pristopom, v bistvu z nobenim podcenjevanjem, ampak po drugi strani z miselnostjo, da gremo zmagati.